Živene vsi narodi, ki gre ne dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vragle sosed bo mejak, da rojak prost bo vsak, ne vragle sosed bo, ne vragle sosed bo mejak. Himna je poleg grba in zastave državni simbol. Predstavlja glasbeno kompozicijo, ki jo je oblast države formalno priznala kot uradno državno pesem. Po 6. členu ustave je Zdravljica, njena 7. kitica, besedilo himne Republike Slovenije. Slišali ste jo v izvedbi dijakinje 2. letnika Valentine Pljuco. Spoštovana gospa ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina, magistrica Dubravka Berc-Prah, spoštovani profesori in dobitniki priznanj, prisrčno pozdravljeni na zaključni prireditvi Šolskega centra Rogaška Slatina. Letos obeležujemo 30 let samostojne Slovenije. Pogum smo pokazali v času osamosvajanja in dokazali v času zmagovite vojne, spremljal nas je že prej in ni nas zapustil v teh 30 letih samostojnosti. Zagotovo pa je ta pogum spremljala ljubezen do domovine, ki je naš narod bodrila v težkih časih. Pogum pa kažejo tudi naši dijaki, ki jim bomo posvetili še posebno pozornost. Na oder bodo prišli najboljši med najboljšimi. Nocojšnji večer bo namreč združil obeležitev 30. obletnice samostojne države Slovenije in zaključno prireditev Šolskega centra Rogaška Slatina, na kateri vsako leto podelimo pohvale, priznanja, plakete in razglasimo najdijake. Še pred tem pa na oder vabim ravnateljico, magistrico Dubravko Berc-Prah, da nas popelje v slavnostni večer. Spoštovani dijaki, sodelavci, starši, kakšno šolsko leto se izteka? Koliko prilagajanja, iskanja rešitev, razmislekov o tem, kako naprej, kaj je smiselno, učinkovito, koristno, kaj bo obrodilo najboljše rezultate? Lahko bi rekla, da so se v tem šolskem letu zgodile nekatere najlepše in nekatere najslabše stvari. Gotovo je šolsko leto najbolj zaznamovalo izvajanje pouka na daljavo. Od vseh nas, dijakov, učiteljev in staršev, je ta oblika pouka terjala veliko prilagajanja in vsakodnevno iskanje rešitev za kup problemov, ki so se porajali sproti. Nekaterim dijakom je ta oblika učenja izjemno ustrezala. Znali ste se organizirati, učinkovito ste izrabili svoj čas in dosegli ste oziroma celo presegli zastavljene standarde znanja. Tako dijaki danes zadovoljni prihajate iz izpitnih prostorov, ocene so pridobljene, učni uspeh je lep. Da ste na svojem učenju in poučevanju dijaki in profesori, da ste torej pri tem početju bili uspešni, kažejo tudi izjemni rezultati, ki ste jih dijaki dosegali pri tekmovanjih znanja in pri raziskovalnem delu. O tem se bomo danes neposredno prepričali, ko bomo v nadaljevanju prav na tem odru podelili srebrna in zlata priznanja z državnih in mednarodnih tekmovanj. Bravo! Vsak tak uspeh me navdaja s ponosom in veseljem, ker vem, da se nič ne zgodi samo po sebi in da se za priznanji skriva kakovostno učenje dijakov in profesorjev. Žal pa je med nami tudi kar nekaj dijakov, ki jim pouk na daljavo ni prinašal kakovostnega načina učenja, ki so se kljub podpori učiteljev, profesorjev s težavo prebijali skozi snov, s težavo so si organizirali potek dneva, ki so se jim preverjanja in ocenjevanja znanja iz različnih razlogov premikala, zamikala in zanje je ta junij, zdaj ko smo končno vsi skupaj nazaj v šolskih klopeh, bil precej stresen, kajti določeni primanjkljaji iz koronskih mesecev so se šele zdaj pokazali vsej svoji razsežnosti. Vendar pa, lahko rečem, gremo postopoma in skupaj naprej. Dijaki in profesorji z roko v roki,
Iščete poti, kako premostiti, kar je umanjkalo, in tukaj mislim, da si tako dijaki kot profesorji zaslužite veliko pohvalo, kajti premoščanje primanjkljajev se ne dogaja le pri pouku, pač pa pogosto in v velikem obsegu tudi v popoldanskem in večernem času z marsikatero individualno uro, ki jo dijaki, profesorji in vzgojitelji oddelate v času, ki naj bi bil vaš prosti čas. Med stvarmi, ki v tem šolskem letu niso bile lepe, so gotovo okrnjeni socialni stiki. Veliko notranje moči smo potrebovali, da smo v zimskih mesecih premagovali občutek zaslonske osame, kaj ne? Mnogo tistega lepega, kar tvori srednješolsko življenje, vam, spoštovani dijaki, letos nismo mogli omogočiti. Govorim o ekskurzijah, delavnicah, maturantski ekskurziji in še o čem. V zadnjih 2 mesecih smo to sicer poskušali nekoliko omiliti in prav vsake stvari, ki smo jo uspeli izpeljati, ste bili dijaki zelo veseli, kar pravzaprav potrjuje, da ste si tega res želeli. Človek je namreč socialno bitje in mimo tega preprosto ni mogoče iti. Po drugi strani pa se je letos zgodila ena od najlepših stvari v več kot 70-letni zgodovini šole. Šolski center Rogaška Slatina, naša šola, je prejemnik priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2020. Gre za eno najvišjih državnih priznanj, ki jih podeljuje Zavod Republike Slovenije za šolstvo za odlično sodelovanje pri uvajanju inovacij in sodelovanju v razvojnih projektih. Na ta dosežek smo lahko izjemno ponosni, kajti projekti, v katerih smo sodelovali in še sodelujemo, kot so recimo Youth Start, e-šolska torba, formativno spremljanje, to so projekti, ki v središče postavljajo vas, dijake, in vaše učenje in učitelje pravzaprav usmerjajo v nenehno premišljevanje, kako oblikovati najučinkovitejše učno okolje, torej tako, v katerem se boste dijaki radi in kakovostno učili. Na priznanje smo zaposleni na šolskem centru zelo ponosni. Nanj ste lahko ponosni tudi vi, spoštovani dijaki, kajti pomeni veliko potrditev našega skupnega dozdajšnjega dela in hkrati veliko zavezo, da našo šolo poskušamo še izboljšati, jo narediti boljšo, najboljšo za vas. V šolskem letu 2020-2021, torej lahko bi rekli, da je to šolsko leto zgodovinsko leto v kar nekaj pogledih. Je tudi leto, v katerem naša domovina, država, v kateri živimo, delamo in se šolamo, praznuje 30. obletnico samostojnosti in državnosti. Trenutek, ko narod, katerikoli narod, dobi svojo državo, je trenutek, ko v roke dobi svojo prihodnost. Je trenutek, ko lahko brez izgovorov pristopi k uresničevanju humane in poštene družbe enakih možnosti. Ker je šola pomembna za vsakega posameznika, ravno zaradi priložnosti, ki jih ustvarja za posameznikovo nadaljnje življenje, bo letošnja zaključna prireditev zaznamovana tudi s to pomembno in lepo obletnico, ki naj v vseh nas prebuja občutke spoštovanja in zavedanja lastnih korenin in nas hkrati opominja, da vedno znova presegamo meje raznovrstnih ozkosti, saj smo vsi državljani, vsak svoje države, Evrope, sveta. Spoštovani dijaki, zaposleni, cenjeni starši, želim vam nadvse lepe, zaslužene počitnice in dopust, vsem državljanom Republike Slovenije pa čestitam ob dnevu državnosti. Hvala, gospa ravnateljica, za te besede. V obdobjih, ko so bili Slovenci politično nesamostojni in ogroženi, so prav naši literarni umetniki vzbujali in utrjevali narodno zavest sodobnikov. Svojimi deli, posvečenimi domovini, pa so vplivali tudi na poznejše generacije. O naši deželi je pisal tudi priljubljeni Tone Pavček.
Prisluhnimo Maticu Krapežu Dovšlerju. To ne Pavček, take dežele ni. Lepa je moja dežela, bridkosti polna. Sem je stvarnik, sejav nemir in lepoto, ki je skoraj popolna. In žalost, kot je ni na svetu nikjer. Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna. Nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug. Nikjer ni nikoli tako bledikava zarja skozi stoletja ohranjala up. Nikjer trave z Jurjem, svojim patronom, ne veseljačijo tako dolgo v jesen. In nikjer ne kriče še pod betonom o zelenem spominu svojim ljudem. Nikjer niso hoste tako skrivnostne, z brezni in grapami, ki jih je zlo polnilo s trupli, da njih belo okostje sije potomcem v neprijazno temo. Lepa je moja dežela, lepa do muke. Samo tu gruli prsteno grlo Rim, samo tu so tudi groze manj hude. Samo tu lahko živim. Domovino v svojih srcih nosijo tudi naši dijaki. Domovina sicer ni vsem Slovenija, a zagotovo smo si edini, da ima vsak rad svojo. In prav je tako. Poznamo namreč več vrst ljubezni. Z enimi nas povezuje domovina, z drugimi poklic, s tretjimi pa kakšen hobi, interesna dejavnost ali pa preprosto značaj. Kar nekaj dijakov je skozi vse šolsko leto zavzeto izkazovalo naklonjenost interesnim ali drugim dejavnostim, nekateri so svojim značajem in karizmo pripomogli k dobri razredni klimi, spet drugi pa so ljubezen do poklica na različne načine prenašali na mlajše generacije. Vsi ti dijaki si zaslužijo javne pohvale, ki jim jih bodo podelili mentori oziroma razredniki. Na odru naj se nam pridružijo Pia Turk, Patricija Pinter, Sara Grobovšek, Vid Gaber, Alen Križanec, Klaudija Romih, Juraj Hrbut, Ela Novak, Leja Jelovčan, Evelina Mikulič, Ana Zorin in Lorena Krivec Julija Kocjan. in Amanda Amon. Javna pohvala Šolskega centra Rogaška Slatina se torej vsako leto podeljuje posameznim dijakom ali krožkom za posebne dosežke na področju prepoznavnosti šole v širšem slovenskem prostoru. Pia je vzorna učenka, ena tistih, ki svojo nadarjenost in prizadevnost kažejo na številnih področjih. Njene članke smo lahko prebirali v šolskem spletnem časopisu. Več let je sodelovala na tekmovanjih iz znanja, zlasti na področju naravoslovja. Dosegla je lepe uspehe, še posebej se je izkazala raziskovalni dejavnosti, pri kateri je osvojila zlato priznanje na regijskem tekmovanju. Javno pohvalo ji bo podelila razredničarka Tanja Ocvirk. Patricija, Sara in Klaudija so vestne dijakinje, ki so vsa 4 leta šolanja na Šolskem centru Rogaška Slatina skrbele za pisanje različnih prispevkov. Vedno, ko smo jih potrebovali, so priskočile na pomoč. Vse 3 so s svojim delom in pristopom pozitiven vzor ostalim dijakom in desna roka razredničarke Sandre Cigula, ki jim bo izročila javno pohvalo.
Vid je vsa 4 leta šolanja na šolskem centru Rogaška Slatina aktivno sodeloval pri promocijah šole. Najbolj izstopa njegova vloga v promocijskem videu programa Tehnik steklarstva in vajeniškega programa Steklar. Svojo pozitivno energijo pa je pogosto prenašal na sošolce, prijatelje in razred. Javno pohvalo bo prejel z rok učiteljice praktičnega pouka Zinke Kobola Kamenšek. Alen je vsa 4 leta šolanja sodeloval pri promocijah šole. Izvedel je številne predstavitve po šolah, sodeloval pri tehniških dnevih in je odličen promotor tehnika steklarstva. Svojim značajem pa je pogosto poskrbel za pozitivno klimo tako v razredu kot v šoli. Tudi njemu bo pohvalo podelila učiteljica praktičnega pouka Zinka Kobola Kamenšek. Juraj in Lea sta s ponosom in suvereno predstavljala program Tehnik optik med osnovnošolci v Sloveniji in na Hrvaškem. Svojo ljubezen do že skoraj pridobljenega poklica sta prenesla na marsikaterega osnovnošolca, ki danes že pridobiva znanje v naših šolskih klopeh. Torej sta prava ambasadorja poklica Tehnik optik. Priznanje jima bo podelila učiteljica praktičnega pouka optike Andreja Novak. Enako priznanje bo prejela tudi Klara Drniković, ki je danes odsotna. V vse bolj hitrem tempu življenja je zelo pomembno, da dragocene trenutke ujamemo v objektiv, saj nam fotografije pomagajo pri doživljenjskem ustvarjanju spominov. Fotografinja ŠCRS-ja smo jih tudi v tem šolskem letu v fotoobjektiv ujele kar nekaj. V imenu dijakin fotokrožka, katerega mentorica je Zdenka Petelinček, bo javno pohvalo prevzela Evelina Mikolič. Šolski spletni časopis pod mentorstvom Monike Šaligov ustvarja ekipa mladih pesnikov, pisateljev, intervjuvarjev, slikarjev in risarjev. Posamežno številko določa rdeča nit, v kateri vsak izmed sodelujočih dijakov najde navdih za ustvarjanje. V imenu ustvarjalcev šolskega časopisa bosta javno pohvalo prevzeli glavna urednica Ana in oblikovalka podobe časopisa Lorena. Javno pohvalo prejmejo tudi dijaki prvega D programa Tehnik steklarstva za sodelovanje na natečaju za muzej bančništva Bankarju. Pod mentorstvom Zinke Kobola Kamenšek so izdelali spominske izdelke za muzejsko zbirko. Prav vsi so se uvrstili naprej in bodo na voljo obiskovalcem muzeja. Javno pohvalo bo v imenu razreda prevzela Julija. Osem dijakov 3. A je pod mentorstvom Jasmine Hrnec skozi celo šolsko leto aktivno delovalo in predstavljalo ŠCRS v skupnosti EPAŠ šol Slovenije. Mladi ambasadorji EU šole so razvijali evropske vrednote in nas spomnili, da v času pandemije nismo sami. Konstruktivno so razmišljali in podajali predloge o aktualnih vprašanjih na video srečanjih s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, objavljali novice z Evropske unije in nas opominjali na to, da je slogan Združenje v raznolikosti v tem letu še posebej izpostavljen. Priznanje bo v imenu ekipe prevzela Amanda.
Julija bo prejela javno pohvalo za ustvarjalno in kreativno delo pri urah likovne umetnosti, za ustvarjanje za razstave in promocijo ŠCRS, sodelovanje na natečaju za logotip Mladinskega centra Rogaška Slatina in sodelovanje na likovnem natečaju Evropa v šoli, na katerem je prejela regijsko priznanje. Njena mentorica je Nataša Novak, ki je danes službeno odsotna, zato ji bo javno pohvalo podelila razredničarka Tanja Rupnik. Ela bo prejela javno pohvalo za ustvarjalno in kreativno delo pri urah likovne umetnosti, za izbor njenega logotipa na natečaju za logotip Mladinskega centra Rogaška Slatina, sodelovanje na likovnem natečaju Evropa v šoli, na katerem je prejela regijsko priznanje, ter za ustvarjanje za prireditev o Prešernovem dnevu. Tudi njena mentorica Nataša Novak, pohvalo ji bo podelila razredničarka Tatjana Cirer. Hvala vsem, prejemnikom javnih pohval pa še enkrat iskreno čestitamo. Ljubezen do domovine se začne v domačem kraju in Rogaška Slatina je dom, stalen ali začasen, prav vsem nam tukaj zbranim. Za trenutek se bomo torej ustavili tukaj, v Rogaški Slatini in pri krilatem konju Pegazu. Prisluhnili bomo ditkini v glasbeni pesmi Ferija Lajnška v priredbi Tinke Grad, Valentine Pljuco in Tineta Pirša. Por noche que usted se río
Kot je nekoč Pegas odkril z magnezijem najbogatejšo naravno mineralno vodo na svetu, tudi naši raziskovalci odkrijajo marsikaj novega. Kljub drugačnemu šolskemu letu so dosegli visoka priznanja na regijskih in državnih tekmovanjih. Na regijsko srečanje so bile letos iz ŠCRS-ja poslane 4 raziskovalne naloge z različnih področji. Ena raziskovalna naloga pa nam je ostala še iz lanskega leta, saj je bila uvrstitev znana šele v jesenskih mesecih. Na oder vabimo Loreno Krklec in Vida Vehovarja, Špelo Kitak, Klaro Hrup, Evo Belcer in Živo Šprajc, ter Amando Amon in Niko Boršič. Pod mentorstvom Tanje Ocvirk sta Lorena in Vid izdelala nalogo z naslovom Okoljski in psihološki vplivi podnebnih sprememb. Špela je v podpori Zdenke Petelinšek raziskala fosforescenčne barve ter svetlobo, ki jo daje po osvetlitvi. Obe nalogi sta prejeli bronasto diplomo. Klara je spisala raziskovalno nalogo Zaščita vida pred modro svetlobo, pri kateri sta mentorirala Andreja Novak in dr. Gregor Hostnik. Klara je na regijskem srečanju dobila bronasto diplomo in se uvrstila na državno tekmovanje mladih raziskovalcev. Pod mentorstvom Josipe Hrepevnik sta Eva in Živa raziskali, kako je bilo v Rogaški Slatini v času 2. svetovne vojne. Naloga je bila ocenjena z zlato diplomo in uvrstitvijo na državno tekmovanje, na katerem se bosta konec meseca potegovali za srebrno ali zlato diplomo. V preteklem šolskem letu sta Amanda in Nika pod mentorstvom Josipe Hrepevnik raziskovali kulturno dediščino Podčetrtka in zgodbe, ki jih je v preteklosti spisalo življenje kraja. Prejeli ste srebrno državno priznanje. Mentorje prosim, da podelijo priznanja. Vsem raziskovalcem čestitamo. V naslednjih trenutkih bomo podelili srebrna državna priznanja. Dobitniki so morali na državnih tekmovanjih pokazati in dokazati ogromno količino znanja in spretnosti. Za dosežen uspeh jim čestitamo in vabimo na oder. Klaro Gajšek, Bresta Lenarčiča, Betino Vrbanšček, Matica Tacerja, Natašo Taro Hrenko, Niko Boršič, Nino Klemenčič,
Tineta Pirša, in Evo Belcer. Klara prejme srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju v znanju kemije. Priznanje ji bo izročil mentor Boris Pokorn. Brest prejme 3 državna srebrna priznanja, in sicer v znanju matematike, biologije ter računalništva in informatike. Priznanja mu bodo izročili mentori Tatjana Cirer, Tanja Cvirk in Jože Vajdič. Matic je prejemnik 2 državnih srebrnih priznanj. Srebrni državni priznanje v znanju matematike in razvedrilne matematike je osvojil pod mentorstvom Sandre Cigula. Betina prejme srebrno državno priznanje iz znanja matematike. Priznanje ji bo izročila mentorica Tatjana Cirer. Srebrno državno priznanje iz znanja matematike prejme tudi Mija Jus, ki je danes žal ni. Nika je dobitnica srebrnega državnega priznanja iz psihologije. Priznanje bo podelila mentorica Anja Bankovič. Nina je dobitnica srebrnega državnega priznanja iz geografije in srebrnega državnega priznanja iz astronomije. Priznanje prejme iz rok mentoric Jasmine Hrnec in Zdenke Petelinšek. Tina je dobitnik srebrnega državnega priznanja iz astronomije. Priznanje mu bo podelila Zdenka Petelinšek. Eva je dobitnica srebrnega državnega priznanja iz Cankarjevega tekmovanja. Priznanje ji bo izročila mentorica Nika Jančič. Tudi Tara je na državnem Cankarjevem tekmovanju osvojila srebrno priznanje. Njena mentorica je Monika Šeligo. Čestitamo vsem. Ivan Sivec, zlate sončnice. Rumene sončnice na polju rastejo. Vsak dan za zlatim soncem se nam obračajo. Ko jutro pozlati poljane za vodo, visoko nad obzorje se dvignejo glavo. Kot zlate sončnice topline si želimo, za soncem vsi hitimo, od jutra
do noči. Kot zlate sončnice, po sreči hrepenimo, le v sončnih dneh živimo, za dobre vse ljudi. Rumene sončnice žive tedaj samo, ko jih poljublja sonce, skrivaj z ljubeznijo. Ko svetlo sonce nam zaide za golo, rumeno zlato morje povesi spet glavo. Zoja Krklec nam je recitirala Sevčevo pesem. In kot smo slišali, je zlato ocenjeno na več področjih. Sončnice so zlate, zlata domovina, družina in šola. Zlati pa so tudi naši dijaki, ki so osvojili zlata državno priznanje. Na oder vabili Presta Lenarčiča in Vaja Čeličnika. Prest je prejemnik 3 zlatih državnih priznanj. Pod mentorstvom Anite Pihlar je na področju kemije dobitnik zlate Preglove plakete, pod mentorstvom Tatjane Cirer je osvojil zlato priznanje pri tekmovanju iz logike, pod mentorstvom Tanje Ocvirk, Zdenke Petelinšek in Anite Pihlar pa je osvojil zlato priznanje iz naravoslovja ter se uvrstil na Evropsko olimpijado eksperimentalne znanosti. Vaja pa je prav tako dobitnik zlatega državnega priznanja iz logike. Priznanje mu bo podelila mentorica Tatjana Cirer. Čas je, da na vrsto pridete še dijaki zaključnih letnikov. Zagotovo ste generacija, ki je imela posebno šolanje. Veliko časa ste namesto v učilnicah preživeli pred ekrani. A to našim dobitnikom bronastih plaket ni preprečilo, da ne bi še naprej pripomogli k prepoznavnosti šolskega centra Rogaška Slatina, zavzeto sodelovali pri interesnih dejavnostih in dosegali pomembne rezultate. Bronasto plaketo ŠCRS, ki se podeljuje ob koncu šolanja za posebne dosežke na področju prepoznavnosti šole v širšem slovenskem prostoru, prejmejo Ne, Raj. Luka Plavčak, Ema Rojs Burklec, Klara Gajšek, Ana Popeska, Jaša Mosan, Iva Ekert, in Manca Mravla. Neja s svojim umetniškim udejstvovanjem pomembno zaznamovala številne šolske prireditve. Vsa 4 leta je bila vokalistka šolske glasbene skupine. S svojimi ilustracijami je obogatila marsikateri spletni časopis Glažuna. Njene skice in slike so našle svoje mesto v pešniški zbirki Tjaše Završki Maline v jeseni, občudovali pa smo jih tudi na prireditvi Pomladna sanjarjenja 2019. Luka je 4 leta sodeloval kot basist pri šolski glasbeni skupini in s tem so ustvarjal številne šolske prireditve in proslave. Vlogo basista je opravljal suvereno in odgovorno ter je zgled generacijam, ki prihajajo. Ljubezen do glasbe, kitare in roka nosi v srcu, v razredu pa je deloval zanesljivo in pozitivno.
Emi ta oder ni ne zna. Vseh leti šolanja je namreč povezovala marsikatero prireditev. Na odru je bila suverena, čutna in prepričljiva. Njen dar pa ni samo v nastopanju, tudi pisana beseda ni tuja. Zapisala je namreč prenekateri članek za šolski časopis. Njena pomoč pa je bila več kot dobrodošla pri ustvarjanju glasbene drame Draga Emi. Klara je aktivna na več področjih. Je zgledna, odgovorna in vestna dijakinja, ki pomoč sošolcem ni tuja. Vsa srednješolska leta je sodelovala na različnih tekmovanjih iz znanja, zlasti na področju naravoslovja, na katerih je dosegla več bronastih priznanj in se udeležila nekaterih državnih tekmovanj. Njen največji uspeh je srebrno priznanje iz kemije. Ana je bila vsa leta šolanja aktivna na več področjih. Sodelovala je pri promociji poklica na informativi v Ljubljani, na delavnicah za osnovne šole ter pozitivno predstavljala poklic v domačem okolju in širši okolici. Vsa leta se je udeleževala tekmovanj in dosegala zavidljive rezultate. Njeno močno področje je tudi izražanje. Pisanje je šlo dobro od rok tako na Cankarjevih tekmovanjih kot pri člankih za spletni časopis. Tjaša je aktivno sodelovala pri promociji poklica na informativi v Ljubljani, sodelovala je na delavnicah za osnovne šole ter pozitivno predstavljala poklic v domačem okolju in širši okolici. Tjaša je bila vsa 4 leta aktivna članica v kulinaričnem krožku in 2 šolski leti v pevskem zboru šolskega centra. Iva je vsa 4 leta šolanja na šolskem centru Rogaška Slatina sodelovala pri promocijah šole. Nastopala je video od upornika do vzornika, v katerem je zgledno predstavila poklic steklarja. Video je bil posnet v okviru nacionalnega projekta spodbujanja deficitarnih poklicev. V razredu je Iva delovala zbrano, resno, mirno, zanesljivo in povezovalno. Bronasto plaketo prejme tudi Damir Porić, ki je vsa 4 leta šolanja na šolskem centru Rogaška Slatina sodeloval pri promocijah šole. Najbolj izstopa snemanje promocijskega videa programa Tehnik steklarstva in vajeniškega programa Steklar. Oba programa steklarstva je suvereno predstavljal v medijih in se dobro znašel tudi v vlogi intervjuvanca. Manca vsa 4 leta šolanja na šolskem centru Rogaška Slatina sodelovala pri promocijah šole. Nastopala je v promocijskem videu programu Tehnik steklarstva in Steklar. Ko se je kdo znašel v težavah, pa je vedno znala priskočiti na pomoč. Svojo ljubezen do steklarskega poklica pa je znala prenesti tudi na mlajše generacije. Bronaste plakete bo zaslužnim dijakom izročila ravnateljica magistrica Dubravka Berc-Prah. Vsi nagrajenci si zaslužijo iskrene čestitke.
Znanje je moč. Znanje brez vesti je uničujoče za dušo. Človekova suverenost je v znanju. Vsi ljudje po naravi težijo k znanju. Kar je naučeno v mladosti, je vklesano v kamen. Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. Modrost je najboljši popotni tovariš. Polovično znanje je nevarnejše od neznanja. Ne ve, kdor govori. Kdor ve, molči. Kdor ni izvedel tega, kar sem jaz, naj mi ne daje na svetu. Naša šola je šola za znanje, smeh in sanje. Tistega, kar sem uganil, ne znam več. Znam le še tisto, kar sem se naučil. Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš. Vemo, kaj smo, to da ne vemo, kaj bi lahko bili. Samo to vem, da nič ne vem. To, kar vemo, je kapljica. To, česar ne vemo, je morje. Investiranje v znanje izplača najvišje obresti. Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke. Ponavljanje je mati znanja. Večji, kot je otok znanja, daljša je obala čudes. Se strinjamo z mislimi, ki sta nam jih prebirala Tim Ovčar in Nika Boršič, kaj ne? Tako je, večji kot je otok znanja, daljša je obala čudes. Vsa 4 leta so večali svoj otok znanja in ga dokazovali z odličnim uspehom. Laura Potisk. Ana Podpeskar. Klaudija Romi. In Kaja Mušič, ki je danes žal ni. Za doseganje odličnega uspeha v vseh 4 letih šolanja Šolski center Rogaška Slatina podeljuje srebrne plakete. Podelile jih bodo razredničarke maturantov Tanja Ocvirk, Agata Brantuša in Sandra Cibula. Velik aplavz za vse. Ivan Cankar, Kurantova pesem. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko je trosil od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Puste leže tam, strme proti nebu, slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote, razsuje na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, ter od Triglava pa do Gorjancev. In je rekel: Veseli ljudje bodo živeli tod, pesem bo njih jezik, in njih pesem bo vriskanje. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravljeni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja? Iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkavanje, in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo in se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca.
Naj bo naša domovina res vesela, kot pravi Cankar v Kurentovi pesmi. Slišali ste jo v izvedbi Matica. Počastimo jo lahko tudi mi s svojim pozitivnim odnosom in samozavedanjem, da smo Slovenci, da je Slovenija naš dom, naša domovina. Svojim odnosom do šole, dela, kulture in znanosti pa je častijo tudi naši dijaki, bi v dvorani in ti, ki so bili na odru in ti, ki še bodo. Malo katera šola v Sloveniji se lahko pohvali s tako izjemnimi dosežki, kot jih imamo mi v tem šolskem letu. Dijak, ki je na različnih področjih pokazal svojo izjemnost, je dijak prvega letnika Brest Lenarčič. Brest je uspešen na področju biologije, matematike, logike, kemije, računalništva in naravoslovja. Kot prejemnika državnih priznanj smo ga že videli na odru. Še posebej pa so zavedljivi njegovi rezultati pri zlatih državnih tekmovanjih. Na državnem tekmovanju iz kemije je osvojil zlato priznanje in 5. mesto v državi. Na tekmovanju iz logike je osvojil zlato priznanje in bil 3. v državi. Bil je prvi med vsemi najboljšimi naravoslovci v državi. S tem si je priboril mesto v državni ekipi 6 najboljših mladih raziskovalcev, ki je sodelovala na Evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti. Na Evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti so osvojili srebrno medaljo. Za izjemne dosežke na tekmovanjih bo Brestu Lenarčiču priznanje podelila razredničarka Tatjana Cirek. Slovenski šport, slovenski fenomen. Poleg literature in kulture imamo Slovenci zelo močan športni duh. Vrhunske športnike najdemo skoraj v vseh disciplinah, zato ne preseneča, da imamo športno himno, ki nas je pravkar ponesla v svet navijenja. A tudi na naši šoli pogosto navijamo za naše dijake. V naših vrstah je namreč kar nekaj vrhunskih športnikov, zato ne preseneča, da pridete tudi letos na oder kar 2 najboljša. Pokala šolskega centra Rogaška Slatina za športnika leta za izredne dosežke vseh letih šolanja prejmeta Laura Potisk in Nik Čevizovič. Laura je uveljavljena športnica, ki tekmuje na državnih in mednarodnih tekmovanjih, na katerih je vseh letih šolanja dosegala izjemne rezultate. Med drugim je bila na stopničkah balkanskega prvenstva, državna prvakinja med kadetinjami ter državna in pokalna prvakinja med mladinkami. Kljub številnim obveznostim je bila vsa 4 leta izjemno uspešna tudi pri šolskem delu, kar se odraža v odličnem uspehu skozi vsa leta šolanja. Ima jasno začrtane cilje, razvito odgovornost, željo po uspehu, veliko delovne vneme in sposobnost organiziranja svojega časa. Nik je vsa 4 leta aktivno sodeloval pri šolski košarkarski ekipi in je tudi pomemben član Slatinskega prvoligaškega kluba. Nik je bil pomemben in ključen igralec pri doseganju 2 lepih uvrstitev ekipe šolskega centra Rogaška Slatina na državnih tekmovanjih. Njegov pristop na treningih in tekmah je visoko motiviran, z odnosom do športa pa je vzgled mlajšim igralcem. Zaradi vsega povedanega si Laura in Nik zaslužita pokal športnika šole. Izročila jim ga bo profesorica športne vzgoje Zora Tadok.
Samo milijon nas je, milijon umirajočih mrtviči, milijon, ki pijejo mu krivi riči. En sam milijon, ki ga trpljenje krotoviči in vendar ga nikoli ne uniči. Nikoli in nikdar. Zato, ker nismo trhle bilke, ki potočijo veni. Ker mi nismo le številke, smo ljudje. Edino hlapci cvilijo kot ponižnjena kot psi, da nas je malo, da bi v oparu vse pobralo. O, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel za glas. Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo, zdahnili bi, da ne trpimo, z uporno, dvignjeno glavo. Ljubovo slovensko pesem je recitirala Nika Voršič. Pesem je Slovence bodrila v težkih časih, nanjo se spomnimo še danes, jutri, čez leta. Kultura je in bo del naše narodne identitete in kultura je pomembna tudi na naši šoli. Na vrsti je razglasitev kulturnice šole in na oder vabimo Uršo Svetino. Urša se je vsa leta šolanja kulturno udejstvovala. Svojim čutom za interpretacijo je popestrila marsikatero šolsko prireditev in proslavo. Imela je eno izmed vodilnih vlog na proslavi ob kulturnem prazniku. Sodelovala je pri pevskem zboru in šolski glasbeni skupini. V glasbeni drami Draga Eva je uprizorila Carmen, zahteven lik matere, ki izgubi najstniško hčer in se krivi za njeno smrt. Upodobitev lika je zahtevala veliko časa, vaj in odrekanja, a kljub mladosti je Urša prepričala publiko. Na vajah je pokazala svojo umetniško žilico, v kakovostni igri pa je v drami pustila pečat tudi s svojim značilnim vokalom. Zaradi izjemnih dosežkov na kulturnem področju vseh letih šolanja je Urša Svetina kulturnica šole. Plaketo ji bosta podelila mentor glasbene skupine Boris Pokorn in mentorica gledališke predstave Draga Eva, magistrica Bernarda Leva. Rok, a ti je že kaj vroče? Malo pa res. A ti že veš, kdo je? Ne vem, mi poveš? A vi veste, koga bomo razglasili? Čaka nas najprestižnejša razglasitev. Razglasitev najdijakinje šolskega centra Rogaška Slatina. Na oder vabimo Špelo Kitak. Špela je dijakinja, ki odlikuje izjemno pozitiven odnos do šole, dijakov in zaposlenih. 4 leta je aktivno sodelovala v šolski glasbeni skupini, ki je soustvarjala številne šolske prireditve in proslave, 1 leto pa je bila tudi članica šolskega pevskega zbora. Bila je pomemben člen v glasbeni drami Draga Eva. Odlično je uprizorila Heidi. Kljub mladosti je naštudirala lik prezaposlene matere samohranilke, ki jo skrbi za najstniško hčer in jo prepričljivo odigrala. Pri nastajanju drame je Špela pokazala zrelost, kreativnost in drznost raziskati še nepoznano. Igro pa je obogatila z dodelanimi glasbenimi vložki v angleškem jeziku. Zlasti prva 3 leta se je udeleževala tekmovanj iz znanja na šolskem in regijskem nivoju, na katerih je dosegla srebrno priznanje iz geografije ter 3 bromasta iz nemščine in geografije. Preizkusila se je v izdelavi raziskovalne naloge na področju fizike in dosegla bronasto priznanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev. Svoj talent in zavzetost je pokazala tudi na igrišču, saj je 2 leti sodelovala v šolski košarkarski ekipi. Špela je bila pomemben del razredne skupnosti, v kateri je vsa leta prispevala k pozitivni klimi in bila vedno pripravljena na sodelovanje. Veliko prostega časa namenila učni pomoči sošolcev. Tudi sama je dosegala zelo dobre učne uspehe. Zaradi pripravljenosti na sodelovanje na številnih področjih šolskega življenja, še zlasti je šolo predstavljala kot prava ambasadorka kulture,
Zaradi prepoznavnosti šole v ožjem in širšem slovenskem prostoru vseh letih šolanja ter preprosto zaradi njenega pozitivnega načina delovanja je Špela Kitar najdijakinja šole. Naša prireditev se bliža k koncu, a preden rečemo zadnje besede, na oder vabim predsednika dijaške skupnosti Vida Vehovarja in podpredsednico Zojo Goričan. Tudi letošnje šolsko leto je minilo drugače, kot smo si ga predstavljali. Zaostrene razmere pandemije so zabrisale naš vsakdan, družabni dogodki pa so postali le še spomin preteklosti. Nepredvidljive razmere so letos odnesle tudi dobrodelni koncert dijaške skupnosti, a kljub temu na dobrodelno noto nismo povsem pozabili. Spomnimo, med drugim smo se marca pridružili dobrodelni akciji in 5-letni deklici omogočili terapije, ki jih nujno potrebujejo. Sicer pa že lepa beseda ali samo nasmeh v teh časih pomenita ogromno. Skozi zaključujoče se šolsko leto, ki je večinoma potekalo na daljavo, smo bili nedvomno vsi dijaki in profesorji podvrženi veliki obremenitvi in dodatnemu delu, ki se je iskreno pogosto zavleklo tudi pozno večer. Od vseh nas je nova oblika pouka zahtevala ogromno zbranosti in veliko mero odgovornosti. Ob koncu leta, ko pogledamo nazaj, mislim, da lahko z veseljem rečemo, da nam je uspelo. In velika zahvala gre tudi prav vsem profesoricam in profesorjem, ki so nam vedno bili pripravljeni pomagati in so nam bili v oporu. Zato vabim, da se nam na odru pridružita vodilna sila naše šole, gospa ravnateljica magistrica Dubravka Berc-Prah, in v zahvalo za vas njen trud in trud učiteljsko-vzgojiteljskega zbora sprejme majhno pozornost. Ob koncu bi se rada zahvalila tudi vsem nastopajočim, tistim v zaodrju, hvala pa tudi Juliji Kocjan in Marku Stojčiču, ki sta pod mentorstvom Nataše Novak poskrbela za sceno. V zahvalo za vaš trud vam nastopajočim poklanjamo sladko pozornost. Hvala tudi mentorici, profesorici Moniki Šelido ter vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k odlično izpeljani zaključni prireditvi. Torej, ne obupajte optimistično zrite v prihodnost, saj nam bo samo tako lahko vsem skupaj uspelo. Samo tako bomo danes videli kot možnost boljšega jutri. Vse dobro večer. Priznanja so podeljena, čestitke so izrečene, ostane nam šele lep preostanek večera, katerega nas bodo popeljali Tinka, Valentina in Tine s priredbo domoljubne Prešetove vrbe. Zahvaljujemo se za vašo pozornost. Z vami sva bila Elma Centri in Rok Krč. Vse prejemnike priznanj vabimo kot kulturni center na fotografiranje. Hvala.
odločil